Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in gledalci. Če bi se hoteli resnično vživeti v svet našega današnjega gosta, bi morali narediti to. Brez skrbi, z vašim televizorjem ali pa računalnikom je vse v redu in tudi posnetek ni pokvarjen. V studiu smo le ugasnili vse luči in se s tem za nekaj trenutkov preselili v svet, ki ga vsak dan živi moj današnji sogovornik. Igor Miljevac, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Povejte nam, ste kaj občutili ta električni mrk tukaj v našem studiu? Smo, ampak s tem mi živimo, s tem preostankom vida, ki ga jaz še lahko imam, si zelo dosti pomagam, tako da je to za mene, bi rekel, neka normalna zadeva, za naše gledalce mislim, da je pa malo drugače. Hvala našim tehnikom za ponovno vrnjeno luč. Imate pravzaprav 93% slepoto. Kaj to pomeni v praksi? Ja, to pomeni, da dejansko vidim par ostankov, mimiko zelo, bi rekel, vašo težko, vidim vas, ravno tako vidim osebe, ki se dejansko mi približujejo, moti me svetloba, najbolj se pa dejansko, bi rekel, lahko gibljem v prostoru, ki ga poznam, prostor, ki mi je pa neznan, grem pa malo bolj pazljivo in počasi, ampak se da, kajti to smo se naučili že v mladosti in to, da s pridom izkoriščamo in je sigurno malo drugačna primerjava kot z osebami, ki danes imajo enake težave z vidom kot jaz. To se pravi nekaj ostankov, ki jih pa mi sigurno znamo, bi rekel, zelo dobro izkoristiti. V mesecu januarju ste bili v središču medijske pozornosti, saj so vas kandidirali za osebnost Primorske za leto 2021. Niste sicer zmagali, veliko medijskih luči pa je bilo vendarle uprtih v vaše delo. Kako ste doživljali ta projekt? Ja, to bi rekel, da je bilo za mene tudi eno presenečenje in konec koncev nagrada vsem nam, tudi vam medijem, da dejansko smo na pravi poti in da delamo tiste stvari, ki jih dejansko ljudje potrebujejo, pravzaprav naši uporabniki, ki niso samo slepi in slabovidni, ampak so tudi tisti, ki imajo dejansko težave pri gibanju. Pravzaprav bi rekel, ogromno se ukvarjamo z področjem dostopnosti tako v samih mestih kot s posebnim projektom, pa tudi smo začeli ozaveščati, kako je treba prilagajati, bi rekel, podeželje za vse ranljive skupine ali pa za funkcionalno ovirane osebe. Če se vrnemo nekaj desetletij nazaj, poveva to, da ste se s slepoto srečali pravzaprav že od rojstva, da ste doma z Grgarja na Goriškem. Osnovno šolo ste obiskovali v Ljubljani in potem tudi poklicno šolo v Škofji Loki. Kakšne so pravzaprav zaposlitvene možnosti za ljudi, ki imajo težave z vidom? Ja, zdaj se ta zadeva spreminja. V tistih časih so bile zaposlitvene možnosti, v mojih časih telefonist, mogoče administrator pa fizioterapevt. To so bile osnovne zadeve. Če pogledam moj, bi rekel, življenje nazaj, se je v tem času zelo spremenilo. V tistem času, kot sva rekla, so bile to zaposlitve, danes je pa digitalizacija ali pa, bi rekel, informacijska tehnologija dala slepim in slabovidnim več možnosti, tudi vsem ostalim ranljivim skupinam in mislim, da se danes da zaposlitev dobiti na različne načine, kar mi tudi z različnimi našimi projekti tudi dokazujemo. Imate tudi veliko funkcij, ste predsednik medobčinskega društva za celotno regijo, ste podpredsednik Zveze slepih in slabovidnih v Sloveniji ter pooblaščenec za to področje pri Lions klubih v Sloveniji in tudi eden od 7 članov predstavnikov nevladnih organizacij v svetu vlade za spodbujanje in razvoj prostovoljstva. Kaj je rdeča nit tega vašega, rečemo tako, političnega javnega delovanja? Jaz dejansko politično se ne udejstvujem, predvsem je pa javno delovanje v to, v smer pomoč osebam, ki to potrebujejo, ne samo slepim in slabovidnim vsem. Jaz dejansko gledam, da dajmo izboljšati življenje vsem v Sloveniji, ki to si zaslužimo in da na vseh področjih naredimo nekaj, da bomo lahko boljše živeli vsi, ki živimo v tej naši lepi domovini. Sedaj ste zaposleni v društvu v Novi Gorici, ki skrbi za celotno regijo. Pravzaprav vrsto let ste živeli tudi v Idriji, ste bili naš someščan, sedaj ste se preselili nazaj na Goriško. Ste pa društvo, ki je prvo dobilo verificiran program za izvajanje rehabilitacije v domačem okolju. Kaj to pomeni? Ja, moja želja je bila, ko sem postal predsednik, to je pred 2 desetletji, da dejansko začnemo izvajati rehabilitacijo v domačem okolju, kjer osebe živijo, to se pravi tam, kjer se doma. Tam jaz smatram, da človek potrebuje pomoč
in to strokovno pomoč. Tako da mi z programom za prijavljanje na ministrstvo pričeli že pred dobrim desetletjem. V lanskem letu smo se pa odločili, da bomo to zadevo nadgradili, tako da smo dali program verificirati in na koncu tudi uspešno kandidirali in dobili 7-letno financiranje programa, ki je sofinanciran tudi z lokalno skupnostjo, z Lions klubi. Na koncu program pa vseeno ne bi deloval, če ne bi bila velika podpora medijev na vseh naših področjih, kjer delujemo. Sedaj ste zaposlili tudi tiflo pedagoga. Kaj počenja ta strokovnjak? Ja, tle smo hoteli pa nadgraditi. Tiflo pedagog je oseba, ki se dejansko ukvarja profesionalno, pravzaprav je delavec, ki dela s slepimi in slabovidnimi. Želeli smo nadgraditi delo v okolju, kjer živijo, za naše ljudi, da dejansko jim pomagamo tam, kjer živijo, to se pravi od učenja mobilnosti, učenja uporabe sodobne informacijske tehnologije, no zato imamo tudi zaposlenega strokovnega delavca, ki na to dela. Potem je dejansko preobrazba v domačem okolju, predvsem to, da strokovno dejansko zapelje z težavo, ki izguba vida, je kar bi rekel huda okvara in ta strokovnjak se z njim obada, pravzaprav mu svetuje, kako prebroditi to težavo. Vašim članom pomagate tudi s prevozi do zdravnikov ali v trgovino. Kakšen je odziv na ta program? Ta program ga tudi izvajamo že 2 desetletji, to je zelo velik odziv, predvsem je tukaj velika zahvala tako strokovnim delavcem kot prostovoljcem. Dejansko imamo več vozil, s katerimi pomagamo slepim in slabovidnim iz cele severne Primorske, da se lahko dejansko grejo k zdravniku, da lahko na koncu grejo tudi v toplice, ohranjevanja zdravja, na morje, karkoli potrebujejo, da jim dejansko pomagamo odpraviti to gibalno oviro. In to je en program, ki je, bi rekel, zelo potreben in ga s pridom tudi člani uporabljajo iz cele severne Primorske. V lanskem letu smo ga pa celo tudi nadgradili, da ta program z doplačilom nudimo tudi občanom na 65 let v mestni občini Nova Gorica. Trditev, da šport ni za slepe in slabovidne, najbrž ne drži. To ste vi dokazali naprimer s projektom smučanja ali kolesarjenja. Kako ste zasnovali ta 2 projekta? Ja, šport za slepe in slabovidne ni ovira, tudi za ostale invalide. Slepi in slabovidni dejansko, bi rekel, se ukvarjamo z atletiko, smučanjem, na koncu kegljamo z različnimi zadevami. Poseben program, ki je pa program Lions kluba Idrija, kjer sem tudi član med ustanovitelji, je to, da dejansko smo iskali 2 udarni akciji in jaz sem pač dejansko kot podpredsednik videl, da imamo na slovenskem merilu težave, kako dejansko slepim in slabovidnim družinam omogočiti dan na snegu. Ta izziv so vzeli člani Lions kluba Idrija in že več let dejansko na Cerknem gostimo z podporo tudi hotela Cerkno in še drugimi donatorji, cirka 45 slepih in slabovidnih, bi rekel, tako otrok, starejših. Predvsem želimo, da dejansko osebam, ki imajo težave z vidom in ki nikoli v življenju niso imeli možnosti biti na smučišču, z svojimi otroci smo jim to omogočili. In to je, bi rekel, en zelo odmeven program v slovenskem merilu in ga mislimo še nadgrajevati. Letos nam je malo zagodlo vreme, pravzaprav ta COVID, ampak računamo, da bi, če bi nam to uspelo, ga tudi vseeno speljali. Zanimivo pa je tudi kolesarjenje v tandemu, ne? Kolesarjenje v tandemu je tudi, bi rekel, tekmovalni šport. Vemo, da Alen Kobilica tekmuje v svetovnem merilu, on je tudi triatlonec, to se pravi tudi triatlon lahko. Kolesarji, slepi in slabovidni pravzaprav tekmujejo. Če lahko povemo, na pobudo podžupana Simona Rosiča v Novi Gorici je Alan z našim posebnim električnim kolesom, ki je edini v Sloveniji, v lanskem letu tekmoval na Giro d'Italia in je to posebna zgodba za slepe in slabovidne. Tudi na tem področju je naše društvo razbilo ene niti, bi rekel, svetovne, da tudi slepi in slabovidni se lahko udeležujemo takih dogodkov. Druga zadeva je pa tudi, bi rekel, kolesarim, da pomagam v okviru Lions kluba Idrija. Vsako leto tudi vse več tandemov sodeluje v tej akciji. V lanskem letu smo akcijo speljali tudi skupaj z
kletjo Brda in z Lions klubom Dobrovo in je zelo odmevno odmevala dogodek, kajti dejansko vozilo je, mislim, da 6 tandemov slepih in slabovidnih iz našega društva. Vaše društvo je res nekaj posebnega. Povejva to, da združujete ljudi iz 13 občin, kompletne severno-primorske regije. Imate 8 zaposlenih strokovnih delavcev, članov pa imate po zadnjih podatkih 237, pomaga pa tudi 34 prostovoljcev. Ti so najbrž zelo pomembni. To je zelo pomemben del našega društva. Dejansko problem imamo s prostorom, ker dejansko smo v podnajemu, to še dejansko iščemo. Res je, prostovoljci so zelo pomembni so pa strokovni delavci, kajti društvo res ima zaposlene strokovne delavce, ki jih potrebuje iz različnih področjih in dejansko bi rekel, tudi širše že pomagamo, ne samo v 34, mislim v naših občinah, tudi že po Sloveniji z našimi aktivnostmi, ker jaz mislim, da brez stroke ni razvoja in če ti dobro bi rekel, zastaviš naloge in cilje, rezultat je neizbežen. To društvo vodite pravzaprav že 20 let. Kako je s financiranjem bilo v tem preteklem obdobju? Ja, moram reči, da smo zelo uspešni. To je velika podpora lokalne skupnosti, velik podpornik. Bi rekel, da smo sploh prišli do programa rehabilitacije. Tle zahvala Lions klubom Severne Primorske, ki so na mojo pobudo vsa leta, kar bi rekel, zajeten denar nam pomagali zbrati, da smo lahko to izvajali. Je velika borba, ampak z dobrim programom in z dobrim delom je tudi odziv lokalne skupnosti in tudi gospodarstva zmeraj večji. Bi rekel, pozna se aktivno delo in pravzaprav pravilno delo in pravilna zasnova pred leti. Lokalne skupnosti so odgovorne tudi za odpravljanje tehničnih ovir. Kako sodelujete na tem področju? Tle moram pohvaliti vseh 13 občin, mi imamo zelo dobro sodelovanje tudi z drugimi društvi, mogoče tudi z društvom, ki dejansko mi smo medobčinsko društvo, tudi z medobčinskim društvom gluhih in glušnih, z paraplegiki, ki dejansko pokrivamo vsi te občine, pa tudi z drugimi lokalnimi društvi, ne glede na to, je to športno društvo ali je to kulturno društvo, mi organiziramo razne aktivnosti po vseh občinah in področje dostopnosti, ki se nam zdi zelo pomembno, tako na področju prostora, storitev in informacij, je zelo pomembno za celo Severno Primorsko in mislim, da po našem sistemu se vse občine na to odzivajo in čakamo, da se bo tudi na republiškem nivoju to malo razširilo. Vse preveč je analiz na tem področju, da se z dobrim sodelovanjem ogromno odpraviti. Imamo zelo nekaj dobrih primerov na Severnem Primorskem, kako se da z sodelovanjem vseh deležnikov v programu rešiti problem tako, bi rekel, dostopnosti, kot na koncu problemov, ki nastanejo v lokalni skupnosti. Pred desetletji je veljalo, da si slepi in slabovidni lahko pomagate samo z brajlovo pisavo. Nove tehnologije, predvsem z branjem besedil, pa odpirajo neslutene možnosti. Ja, točno to. Mi dejansko smo že pred slabim desetletjem zaposlili računalničarja, ki dejansko individualno dela z slepimi in slabovidnimi, posebej z vsakim posebej, ker to je, bi rekel, individualno delo. Tehnologija je za slepe in slabovidne zelo pomembna, tako tablica kot pametni telefon in računalnik. In pomagamo tudi drugim ranljivim skupinam. Predvsem smo, bi rekel, zapeljali en zelo pomemben program skupaj z Zavodom za zaposlovanje, kjer dejansko v manjših skupinah do 5 izobražujemo iskalce zaposlitve, slepi in slabovidni imajo individualno uporabo. Jaz pravim tako, tehnologija je za slepe in slabovidne in druge invalide okno v svet, lahko pa ima marsikdaj tudi ovira. Predvsem opozarjamo, da ta digitalizacija se še premalo razmišlja, da ljudje je treba dejansko pripeljati, kako uporabiti to, bi rekel, sodobno tehnologijo. O tem smo pa še, mislim, malo odzadaj. Blizu vam je tudi umetnost. Vsako leto organizirate posebno slikarsko kolonijo, ki je zelo odmevna. Ja, umetnost nam je zelo blizu, kajti dejansko, kot sem rekel, v društvu podpiramo vse.
zadeve. Mogoče sem pozabil povedati, da smo v lanskem letu imeli tudi prvo delavnico računalniških iger za slepe in slabovidne, ki je vodil naš Miha. Kulturo pa tudi podpiramo, imamo tudi, bi rekel, slikarje, imamo igralce, predvsem imamo slikarsko delavnico, ki jih izvajamo že dobro desetletje skupaj z Lions klubom Soča Kobarid in z javnim skladom Tolmin in tudi drugimi donatorji. Dejansko področje kulture je področje, s kateri recimo lahko slepi in slabovidni se, bi rekel, tudi so zelo aktivni in jim zelo pomaga, da se dejansko lahko vključijo v, bi rekel, normalno življenje, kaj če pogledamo našega Evgena Bavčarja, Metko Pavšič in vse druge so v lokalni skupnosti, bi rekel, znane osebnosti in na koncu koncev tudi uspešne. Uspešen je tudi projekt Zeliščarski center v Grgarskih Ravnah. Kako ste zasnovali ta projekt? Ja, del rehabilitacije, bi rekel, izvajamo tudi v Grgarskih Ravnah, to je predvsem ta kuharski del na koncu koncev, kjer se recimo ljudje, ki izgubijo vid, je treba tudi jih naučiti rezati, naučiti recimo po moje spet malo upravljati v kuhinji. Na koncu koncev smo potem pa še tle dodali malo zeliščarstva, od samega sejanja, predelava zelišč do končnih proizvodov. Kar se mi zdi pa zelo pomembno je to, če pogledamo, da smo že več let sodelovali tudi na dnevu žlikrofov, kjer smo v Idriji delali žlikrofe in da tudi naši člani sodelujejo na stojnici. Končni izdelek je pa tega, da izvajamo tudi catering po Sloveniji, kjer ga dejansko pripravljajo slepi in slabovidni. Pomembno je tudi to izobraževanje ljudi, ki vidimo o potrebah in okoliščinah ljudi, ki pač slabše oziroma ne vidite. V zdravstvenem domu v Idriji ste pripravili celo delavnico za zdravnike. Ja, to je bila ena zelo odmevna delavnica, ki je bila delavnica o izobraževanju slepoti in slabovidnosti. Nadgradili smo jo tudi za področje dostopnosti, storitev, informacij in prostora. Jaz moram reči, da zdravstveni dom Idrije je primer dobre prakse, kako se lahko naredi dober primer, da dejansko na vseh področjih omogočiš slepim in slabovidnim, da dejansko si dostopen in prijazen za njihove potrebe. V novoletni poslanici ste zapisali, da v letu 2022 vstopate samozavestno, željo in voljo pomagati vsem v dobro posameznika in celotne skupnosti. Kaj so vaši projekti leta 2022? Leti 2022, da nadgradimo tisto, kar že imamo, predvsem to, da dejansko začnemo s temi, bi rekel, raznimi analizami in da začnemo dejansko delati, izvajati projekte v prid uporabnikov, nadgraditi tisto znanje, ki ga imamo v društvu, kajti naši strokovni delavci se skozi nadgrajujejo in da bi dejansko, jaz pravim, če bomo zadržali, glede na to, da je COVID tista velika ovira, ki nas ovira, kljub temu, da je dejansko bil že vse te dneve smo, bi rekel, na društvu, bi rekel, bili doma samo 3 tedne, vse ostalo smo se prilagajali razmeram in dejansko izvajali potrebe, ki ljudje potrebujejo, predvsem da nadaljujemo tisto delo, ki smo ga delali do zdaj in mogoče nadgradimo z sodobno tehnologijo in na koncu koncev z novimi znanji. Igor Milevec, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi imeli tudi v prihodnje dovolj energije in neskončno dobre volje pri izvajanju teh projektov in da bi bili tudi v bodoče uspešni v svojem življenju. Hvala vam za povabilo in za vse poročanje o naših dogodkih, ker jaz mislim, da brez vašega poročanja in sodelovanja tudi naši člani ne bi imeli toliko storitev. Predvsem bi pa še enkrat povabil, kdorkoli ima težave z vidom, naj se obrne na naše društvo, naše strokovni delavci nam bojo pomagali. To jaz mislim, da je dejansko glavno vodilo v letu 2022, da ljudje spoznajo našo dejavnost in še enkrat hvala za povabilo in vsem, kdor pa ima težave, naj pokliče na društvo in dejansko našli bomo rešitev. Hvala. Vsekakor. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in še namig. Če želite nekaj evrov darovati za delovanje društva slepih in slabovidnih, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo slepi ali slepi 5 na številko 1919. Tako boste prispevali 1 ali 5 evrov.
za izvajanje programov rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v lokalnem in širšem okolju in za delovanje društva. V njihovem imenu že vnaprej prav lepa hvala. Srečno!